Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi prvo polovico letošnjega leta v občini Brežice. Začenjamo z januarjem, ko je tamkajšnji občinski svet sprejel lokalni program kulture za naslednje 5-letno obdobje. Kar 6% občanov občine Brežice je aktivnih v katerem od kulturnih društev, kar je nad slovenskim povprečjem. Poleg številnih društev v občini delujejo številni akterji, od javnih zavodov do posameznikov, ki s svojimi projekti pomembno prispevajo k sooblikovanju programa na področju kulture. Z vsemi temi akterji je občina pristopila k pripravi lokalnega programa kulture za novo 5-letno obdobje. Sam pomen kulture smo nekako prepoznali že leta 2015, ko smo prvič odločili, da je za to področje potrebno pripraviti samostojen strateški dokument. Torej zdaj je občinski svet obravnaval in sprejel drugega zapovrstjo. Lokalni program kulture občine Brežice definira 6 različnih ciljev znotraj akcijskega načrta. Za doseganje posameznega cilja so oblikovali 30 konkretnih ukrepov, ki jih želijo dodati k dosedanjim programom podpore na področju kulture. Če naštejem katerega od teh konkretnih ukrepov, je zagon potujoče knjižnice, s katero želimo približati knjigo bralcu na podeželju. Potem želimo vzpostaviti oziroma obnoviti in vzpostaviti upravljanje vodovodnega stolpa, vzpostaviti spominsko sobo doktorju Toporišiču znotraj njegove domačije. Program ravno tako predvideva tesno povezovanje posameznih kulturnih prireditev z razvojem kulturnega turizma. V tem novem 5-letnem obdobju pa si želimo raziskati tudi bogastvo narečij na območju občine Brežice. Torej vse to nekako k tem že rednim oblikovanim programom podpore. Občina letno programu kulture namenja dober 1 milijon evrov oziroma 3,6% proračunskih sredstev. Dodatni ukrepi znotraj samega lokalnega programa niso ovrednoteni, ker jih bomo ovrednotili znotraj proračunskega dokumenta, so pa se pravi dodatek k temu. Nekaj že v letu 2020, ko med drugim začenjajo s projektom Potujoče knjižnice. V Brežicah so februarja dobili novega župana. V pustnem času je namreč oblast v brežiški občini tradicionalno prevzel dobovski fašjenk. V Brežicah je v sklopu dogodkov Fašjenka Dobova potekala tradicionalna predaja občinske oblasti. Občinski uslužbenci pa so pred tem sprejeli proračun in pripravili proračunsko veselico. Mi smo oddelali glavnino dela. Mi z občinskimi veljaki smo sprejeli dobro uravnotežen proračun. Na vas je, da zagotovite, da ga boste uresničili. Predvsem, kar se tiče novega evropskega projekta Stavina Krško-Poljca in Modro Frankinjo. Fašjenkov župan Srečko se bo v času svojega mandata zavzemal predvsem za dobro voljo med ljudmi, nanizal pa je še nekaj obljub. Delo v občinski upravi bo potekalo v dobrem vzdušju, prepovedano bo dodelitev, kar je najbolj pomembno, v leve, desne, rumene, zelene in tako dalje. Ne bomo delali nekih, sprememb, ne vem kam, ampak trudili se pa bomo, da bomo naredili čim več. Da bo znana Dobova kot Fašjenk Dobova, da bomo rekli bravo, Dobova pa nekaj za to naredila. Danes na začetku smo začeli z novim županom, Srečkotom. Njemu je to prvi mandat in bo treba še kar nekaj časa, da bo se pač pripravil, da bo to vse spoznal delo župana. Dobovski fašjenk s prevzemom oblasti sicer tradicionalno začenja s pustovanjem. Fašjenk bo v brežiški občini torej kraljeval do sobote, ko bodo že tradicionalno pripravili mednarodno pustno povorko s predstavitvijo mask. Letos je že 22. mednarodno, kjer pričakujemo seveda 29. na zaključku zelo veliko število
maskiranih skupin in predvsem lepo vreme. Fašenk Dobova je tradicionalni pustni karneval, ki sodi med največje turistično-kulturne prireditve v tem delu Slovenije. Udeleži se ga okoli 1000 mask in od 45 do 50 skupin. Fašenkovi pustni običaji in etnografske maske kosca in prutarja pa so v postopku vpisa v register nesnovne kulturne dediščine. Od pusta pa k plesu. Plesno društvo Imani je namreč februarja v Domu kulture Brežice premierno izvedlo plesno predstavo Tavanje. Poglejmo. Plesna predstava Tavanje je zasnovana kot glasbeno-plesna uprizoritev. V središče je postavljena plesno-gibalna interpretacija Holstove 7-stavčne orkestralne suite. Predstava Tavanje govori o potovanju po planetih, ampak ne samo potovanje, ampak doživljanje vsakega planeta na svoj način. Gustav Holst je to malo bolj podoživljal in mi smo to seveda tudi skušali podoživeti tudi skozi ples. Je pa tudi nekaj stavkov doživelo prenovo Luka Dukariča, ki je Holsta popeljal v 21. stoletje. Plesalci so Tavadi po Jupitru, ki je prinašalec veselja, Merkurju, ki je krilati glasnik, Veneri, ki je prinašalka miru, Marsu, ki je prinašalec vojne, mističnemu Neptunu, Saturnu, ki je prinašalec starosti, Uranu, ki je čarodej. Ustavili so se na Zemlji, ki je prinašalka človeštva. Najprej se zgodi nekakšen kaos, v katerem danes nažalost živimo, in čez čas se zavemo in ugotovimo, da rabimo nazaj postati ljudje, da spet začutimo mir, da začutimo drugega, neko zaupanje, nek dotik, objem, in da nekako ta egoizem, ki ga danes podoživljamo, da se nekako umakne stran in da lahko spet zadihamo kot ljudje. Predstavo so izvedli plesalci 3 skupin. To je naša prva tako številčna predstava. Trenutno štejemo 25 plesalcev, vključno z mentoricama. In ja, je bilo kar zahtevno. V bistvu moja vloga je vloga skoraj enaka kot vseh nas plesalcev tukaj. Vsak se na nek svoj način predstavi v skoraj vseh planetih. Naš pogled na njega, s tem tudi veliko izrazimo, recimo v mimiki, tudi vsi gibi so usklajeni glede na to, kaj naj bi ta planet predstavljal. Tako da v bistvu vsak doprinese nek svoj košček neki predstavi tega določenega planeta. Jaz mislim, da vsaka plesalka posebej prinese svoj delček tej neki fuziji čustev in občutij. Vsaka z nekimi svojimi značilnimi gibi, z značilno mimiko, se pravi vsaka ima neko svojo posebnost, doda k nekem tem mozaiku, ki so dejansko Tavanja, ki so vsi planeti, ki dejansko predstavljajo, se mi zdi, res to paleto čustev, skozi katero gre vsak človek enkrat v življenju, in ki se res zaključi na koncu pri človečnosti, ki je dejansko naša najlepša lastnost ob koncu dneva. Plesno društvo Imani so ustanovili leta 2007 s ciljem približati svet plesne umetnosti otrokom, mladini in odraslim. Z nastopi sodelujemo na prireditvah v svojem ožjem in širšem okolju. Udeležimo se festivalu plesa v Zadru, Samoboru, Požegi in tekmujemo. S plesalci sodobnega plesa se vsako leto udeležimo območnih in regijskih revij. Prisotni smo tudi na festivalu otroških plesnih skupin Pika Miga in na festivalu Živa, to je festival plesne ustvarjalnosti mladih. S plesalci hip-hopa pa se udeležujemo pokalnih turnirjev in državnega prvenstva, ki poteka v okviru Plesne zveze Slovenije. Vsako leto imajo okoli 250 članov, skozi leto so prisotni na več kot 60 prireditvah. Vsako leto organizirajo 4 plesne produkcije, izvedejo pa tudi plesno predstavo, ki je večkrat uspešno ponovljena. V Splošni bolnišnici Brežice so marca predstavili poslovanje bolnišnice v letu 2019 in rezultate izvajanja sanacije.
V letu 2019 so v Splošni bolnišnici Brežice poslovali pozitivno. Realizirali so za 473 tisoč evrov prihodkov več, kot so načrtovali. Lani so zdravili 147 bolnikov več kot v letu 2018. Tako smo imeli v akutno bolnišnično obravnavo večji priliv bolnikov iz Krškega in Sevnice. Predvsem se odločajo pacientke za prihod na ginekološki oddelek, na kirurgiji pa se odločajo za operativne posege, kjer so v drugih regijah daljše čakalne dobe. Povečala se je tudi ambulantna dejavnost. Na CT in rentgen diagnostiki skoraj nimajo več čakalnih dob. Za nekatere druge pa je krajša, tako je za ortopedske preglede in za otološke preglede skrajšana na račun tudi prenosa dela programov iz Splošne bolnišnice Celje in Novega mesta. V zadnjih 2 letih so prenovili kar nekaj medicinskih naprav. Kupili smo 4 nove ultrazvočne naprave, kupili smo nov CT, kupili smo sterilizator in zamenjali vse laboratorijske naprave v laboratoriju. Vrednost teh naložb je skupaj, torej v obeh letih, skoraj 2 milijona evrov in to so naložbe, ki smo jih speljali v bistvu v bolnišnici sami. V letošnjem letu bo nekatere naložbe bolnišnice sofinanciralo tudi Ministrstvo za zdravje. Že v teku je investicija prenova lekarne bolnišnične v višini 800 tisoč evrov. V objavi je razpis za nakup nove rentgenske naprave, ki je vredna 280 tisoč evrov. In v postopku je tudi izbor izvajalca za dokončanje prostorov za centralno intenzivno terapijo in nov rentgenski oddelek v vrednosti 1,6 milijona evrov. V letu 2020 pa jih čaka tudi nekaj lastnih naložb. Načrtujejo prenovo stare operacijske dvorane in nakup nekaterih prepotrebnih medicinskih naprav za delo zdravnikov. V brežiški bolnišnici sicer nadaljujejo s sanacijskimi ukrepi. S sanacijskimi ukrepi smo praktično na koncu, saj smo uspeli v 2 letih realizirati praktično vse finančne učinke, ki smo si jih v začetku lanskega leta zadali. Se pravi, gre za slabih 900 tisoč evrov finančnih učinkov, od katerih smo realizirali že 870 tisoč. Glede na sprejete ukrepe jim v letošnjem in naslednjem letu ostane še za dobrih 32 tisoč evrov učinkov. V Brežicah so v času epidemije novega koronavirusa potekale nekatere naložbe. Ena od teh je obnova železnega mostu čez Savo in Krko. V naselju Črešnice pri Cerkljah ob Krki pa je bila v teku ureditev križišča lokalnih cest in druge cestne infrastrukture, ki je potekala od lanske jeseni. Občina Brežice se je odločila za zahtevno sanacijo zaradi dotrajanosti. Spodnji del mostu čez Savo je namreč prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. Obnova 114 metrov dolgega mostu čez Savo je dokončana. Sledi obnova mostu čez reko Krko. Seveda zdaj smo v drugi fazi, smo v fazi razpisa za most čez Krko. To gre za ta stari železni most in pa ta srednji del še, ki nas čaka. Smo zdaj v tem trenutku v fazi preverjanja ustreznosti izvajalcev. Jaz upam, da nam bo to uspelo pridobiti in seveda, če bo vse v redu, jaz mislim, da bi lahko se začel tudi ta most čez Krko, ki še čaka nekje v letnem času delati. In moja želja še vedno je, če bo možno, da je do konca letošnjega leta tudi končan. V naselju Črešnice pa so konec septembra začeli z ureditvami cestne infrastrukture. Tu pa moram reči, da stvari tečejo praktično nemoteno. En del se že zaključuje, še celo več. Mi smo v Črešnicah še celo investicijo povečali do začetka vasi, kar pomeni, da je bo še dodatno kar nekaj pločnika narejeno in pa cesta. V Cerkljah ob Krki trenutno urejajo cesto od Cerkelj do Pirošice, vključno z lesenim mostom, za katerega so nedavno izvedli razpis. Projekt je sicer sofinanciran s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Dejstvo pa je seveda, da bo ta leseni most, ki ga treba ponovno obnoviti, kar velika investicija. Najnižja ponudba je prišla dosti višja, kot smo pričakovali. Gre skoraj za 700 tisoč evrov bo sama investicija,
tako da bomo videli, ali ga bo možno v letošnjem letu tudi dokončati. Definitivno pa moramo vztrajati in ta most zgraditi in pa seveda potem celo cesto, vključno z križiščem v Pirošici tudi obnoviti. Tako da poskušamo tudi tu stvari nadaljevati in jaz upam, da kljub vsem tej krizi bomo poskušali čim več v letošnjem letu še postoriti. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je uspešno kandidiral za sredstva namenjena krepitvi mladinskega sektorja, kompetenc mladih ter trajnega vključevanja mladih na trg dela s projektom Mi, mladinski inkubator. S projektom bodo mladim med 15 in 29 letom omogočili krepitev kompetenc skozi aktivno državljanstvo, s tem pa pripomogli k večji zaposljivosti. Projekt, ki ga izvajajo skupaj s konzorcijskim partnerjem Mladinskim centrom Maribor, so začeli izvajati februarja letos, trajal pa bo do septembra 2021. V tem času bomo izvedli 3 sklope usposabljanja. Vključili bomo vsaj 39 mladih v 90-urno usposabljanje, od tega se jih bo 65% zaposlilo. Se pravi, eden izmed končnih ciljev projekta je tudi zaposlitev 25 mladih. Ti bojo tekom usposabljanja ali si omogočili zaposlitev, ali si jo sami poiskali s pomočjo usposabljanja, ki jih bomo izvedli. Mi bomo dali določena znanja, s katerimi bodo oni potem lažje vstopili na trg dela. Projekt Mladinski inkubator je projekt, ki smo ga prijavili skupaj z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Znesek celotnega projekta je nekje 176 000, bomo videli, koliko bo na koncu odvisno tudi od realizacije. Na našega konzorcijskega partnerja odpade pač en sklop predavanj in zato bojo prejeli, če bojo pač izvedli vse tako kot treba, nekje dobrih 20 000 evrov, vse ostalo je razlika, ki gre k nam oziroma za našo izvedbo. Sredstva bodo prišla še kako prav, saj je, kot poudarja Gerjevičeva, celoten mladinski sektor podhranjen. Delujemo že več kot 20 let in na koncu ugotovimo, da vsako leto prejmemo za program okoli 10 000 evrov. Pa glede na to, da smo največji in najboljši mladinski center, kar se tiče tega dela mladinskega, se mi zdi to izredno malo, da sploh lahko nekaj delaš, je pa po moje delo z mladimi najpomembnejše oziroma bi tudi za vse ostale moglo biti najpomembnejše. Občina Brežice se sicer šteje med uspešnejše pri črpanju evropskih sredstev, poudarja brežiški župan. Kot pravi, jo od ostalih poglavitno razlikuje dejstvo, da je med prvimi uspela tudi s pridobivanjem sofinanciranja znotraj programov neposredno na sedežu Evropske komisije. Veseli me, da smo tudi sedaj dobili nov projekt, še posebej, kajti vemo, da sredstev na občinah je vse manj, tistih neposrednih sredstev, ki jih dobimo od države ali od drugega ali pa od prihodkov, in pa seveda zaradi koronavirusa bo tudi prineslo določene težave, ampak kljub in prav tiste občine, ki bojo uspele še pridobiti dodatna sredstva, bojo potem uspešne in bojo lahko svojim občanom ponudile kaj več, kot je samo tisti osnovni standard, ki jih občine nudimo. Sicer pa občina na področju mladine letno namenja okoli 230 000 evrov. Okoli 180 000 evrov gre približno za programe in pa za zaposlene v mladinskem centru. Potem 20 000 evrov namenjamo neposredno raznim društvom in pa organizacijam, ki se ukvarjajo z problematiko mladih. V letošnjem letu želimo celo od teh 20 000, 8 000 evrov nameniti kot participativni del razpisa, kar pomeni, da se bojo mladi sami določili, katere projekte bojo izpeljali in seveda jih potem tudi izvedli. Imamo pa v planu tudi izvesti strategijo mladih in seveda s tem predvsem dobiti tiste usmeritve, kaj v prihodnosti, v katero smer naj bi šel razvoj mladih, kaj je tisto, kar najbolj potrebujejo, oziroma kje je potrebno to politiko do mladih še korigirati. Občinski svet občine Brežice je na majski redni seji podprl županov predlog in sprejel sklep o prekinitvi najemne pogodbe za vodovodni stolp Brežice, ki občini Brežice omogoča, da z najemnikom sporazumno prekine leta 1999 sklenjeno pogodbo za 50-letni najem stolpa. Občina Brežice želi stolp, ki je simbol tako mesta kot občine ter tudi pomemben tehnični spomenik, obnoviti in odpreti za javnost ter s tem ponuditi domačim in tujim obiskovalcem novo turistično doživetje.
Kot vemo, zadnje leta v občini Brežice resno razmišljamo, da bi ta vodovodni stolp naredili še kot neko posebno dodatno atrakcijo v turističnem namenu. Mi smo se seveda pogovarjali z najemnikom, ali on razmišlja, kaj dodatno investirati v ta stolp in seveda narediti razgledno točko, tako kot si jo mi želimo. Sam osebno je povedal, da dejansko nima nekih neželjne ambicij, da bi še kaj naprej vlagal, zato je bila nekako prišla obojestranska pobuda, da bi bilo najlepše seveda prekiniti pogodbo in da občina nadaljuje z svojimi plani. Ob tem se je seveda pojavilo ključno vprašanje, kako prekiniti pogodbo. Najemnik je namreč v skladu s pogodbo stolp obnovil in usposobil za opravljanje svoje poslovne dejavnosti, to je gostinsko-turistične dejavnosti. Kajti dejstvo je, da je bilo nesporno v letu 2002 priznano za skoraj 200 tisoč evrov vložke, kateri se poračunavajo v 50 letih. 20 let je praktično že bilo poračunano, ostalo je še 30 in na koncu je prišlo do dogovora, da se za teh 30 let neporačunana najemnina vrne, s tem seveda občina prevzame stolp in lahko začne načrtovati svoje seveda ideje. Prekinitev pogodbe je sicer šele začetek dolgotrajnega procesa, poudarja Molan. Kajti treba seveda sedaj z spomeniškim varstvom uskladiti vse rešitve, ki jih imamo. Naša želja pa je seveda, da ta stolp postane res lepo urejen kot neki simbol in pa biser občine Brežice, ki bo dal dodatno ponudbo z razgledno točko na vrhu. Če bo Zavod za varstvo kulturne dediščine dovolil, bi poleg razgledne točke uredili tudi paviljon s fontano Penin. Treba pa povedati, da če želiš tako razgledno točko, je potrebno narediti tudi lift. Vemo, da že zdaj spomeniško varstvo ne dovoli izvenske strani, znotraj je precej otesnjeno, vendar upam, da nam bo uspelo tudi to zagotoviti, kajti treba zagotoviti to razgledno točko tudi takšno, da bo primerna za invalide. Na občini ocenjujejo, da bo naložba stala vsaj 1 milijon evrov. Zato seveda je sedanja naloga, da te idejne rešitve uskladimo, da pridemo do gradbene dokumentacije in seveda, da v proračunih zagotovimo sredstva. Moja želja je, vkolikor seveda bo občinski svet in pa občinske finance temu lahko omogočile, da bi bil možno nekje v dobrih 2 letih ta stolp obnoviti in da bi nekje do konca leta 2022 bila lahko otvoritev razgledne točke, ki bo seveda za občino Brežice izjemna dodatna ponudba v turističnem pomenu. V Artičah je potekal svečani podpis pogodb za gradnjo novega nizkoenergijskega vrtca in za vzpostavitev kotlovnice, ki bo skrbela za ogrevanje tamkajšnjega celotnega vrtčevskega in šolskega kompleksa. Z gradnjo novega vrtca in vzpostavitvijo kotlovnice se začenja večfazni projekt gradnje nove šole, ki bo pomembno izboljšal pogoje za vzgojo, delo in učenje, česar se veselijo tako zaposleni kot otroci in krajani. Zdaj sam vrtec je vrednost okoli 2 milijona 300, potem je še okoli 330 tisoč evrov je kotlovnica, geosonde in pa še približno 416 tisoč evrov bo vrednost same energetske sanacije telovadnice, v katerim se seveda uredi tako fasada, razsvetljava, ventili in pa vse ostalo. Prostorsko stisko vrtca, ki je bil pred leti zgrajen za 2 oddelka, trenutno rešujejo z uporabo šolskih razredov in najemom prostora pri zasebnikih. Mi že več let imamo veliko prostorsko stisko v vrtcu. 5 oddelkov, 4 oddelke imamo v sami zgradbi pri osnovni šoli, 1 oddelek imamo na drugi lokaciji, kjer imamo prostore v najemu. Že več let se prizadevamo, da bi dobili nov vrtec, ker tudi ti prostori, ki so v šoli, niso primerni in prilagojeni tudi samim otrokom. Tako da zdaj smo pred velikim dejanjem in se že veselimo res realizacije. Z deli bodo predvidoma pričeli že v tem mesecu. Za nas pa bo sigurno moteče, ker je gradbišče čisto zraven šole, se drži, vendar bomo nekako potrpeli. Zdaj med poletnimi počitnicami, ko bodo mogoče gradbena dela izkopi, bodo stroji, naših učencev tukaj ni, tudi otrok v vrtcu je malo manj, tako da vse te stvari bo lažje organizirati in prilagoditi, da bodo otroci vseeno tukaj zadovoljni čez poletje.
Brežiški župan ob tem dodaja, da s tem začenjajo obširno prenovo Artiške šole. Naslednji korak je seveda faza 2 in pa 3, kjer se praktično prenovi kompletna šola. Treba povedati seveda, da to bo še približno nekje okoli 7 milijonov evrov in pa kasneje zunanje igrišča in pa predvsem kar se tiče infrastrukture okoli šole. Cel projekt bo v naslednjih letih 11 milijonov evrov, gre za res izjemno obširen projekt. Če seveda povem, kaj to pomeni za občino Brežice, cela občina ima na letnem nivoju približno 7,5 milijonov evrov denarja za investicije, kar pomeni za vse od cest, pločnikov, vodovodov, šol in vsega ostalega. Tako da dejansko današnji je izjemen pomemben dan za začetek izgradnje šole in pa vrtca v Artičah. Zgradba je čisto zapolnjena, vsi prostori so namenjeni delu z otroki. S tem, ko bomo pa dogradili vrtec, pa sanirali šolo, bomo pa pridobili še druge specialne učilnice, kabinete za delo manjših skupin, tako da se že veselimo potem nadaljevanja faze 2 potem kot sanacijo šole. Artiško šolo obiskuje 240 učencev, v vrtcu pa imajo od 80 do 90 otrok. Predviden rok izgradnje vrtca, torej prve faze projekta, je oktober 2021. Leto 2020 je v občini Brežice močno investicijsko naravnano. Med največjimi investicijami je tudi obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki, ki predstavlja pomembno prometno povezavo obeh bregov reke Krke. Junija je občina Brežice z izvajalcem podpisala pogodbo za njegovo obnovo. V Cerkljah ob Krki so podpisali pogodbo za obnovo 98 let starega lesenega mostu čez Krko in podrobneje predstavili projekt celovite obnove lesenega mostu. Obnova bo zajemala dejansko menjavo vseh konstrukcijskih nosilnih elementov, se pravi od pilotov, ki so v vodi, do povezav med piloti, vzdolžniki, prečniki, ograjo ter parket sam povozni. Namesto lesenih vzdolžnikov bomo tukaj uporabili jeklene nosilce, ki bojo tudi omogočili večjo nosilnost mostu, se pravi, bo dovoljen prevoz vozil do skupne teže 15 ton. Trenutno je zaradi stanja mostu postavljena omejitev na 3,5 tone. Cena sama je ocenjena okoli 670 tisoč evrov, to je gradnja plus nadzor. Moramo pa še tudi podvrtati celo reko Krko zaradi premostitve vodovoda, kar pomeni, da bo še nekje okoli 40 tisoč dodatnih sredstev, tako da ocenjujemo, da celotna investicija bo nekje okoli 720 do 730 tisoč evrov. Most financira občina. Prav tako pa v višini 200 tisoč evrov je sofinanciranje z Ministrstva za obrambo, kajti tu imamo dogovor za sofinanciranje lokalne infrastrukture v bližini letališča Cerklja ob Krki in tu je bilo tudi sklenjeno, da bo pri tej investiciji nam pomagalo tudi Ministrstvo za obrambo. Novega mostu čez Krko se seveda najbolj veselijo krajani. Ni tlele samo problem prevoza šolskih otrok, problem je tudi za samo interventno prevoznost, kajti težja intervencijska vozila presegajo to obremenitev in smo s tem v tem primeru tudi mogli se drugače preorganizirati glede te zadeve. Ne smem pozabiti na same občane in na prevzemnike mladih kmetij in kmetij, ki jih imamo na našem območju. Vemo, da kmetijstvo danes za sodobne mehanizacije in težje gradbene mehanizacije, ki so vse težje od trenutne nosilnosti, ki most dovoljuje, velja enako tudi za njih se podaljšala pot do samih poljev, ki je pa precej na brežiškem krškem polju obdelovalnih površin. V času obnove, ki bo predvidoma trajala do novembra letos, bo most za promet zaprt. Krajani se bomo pač mogli s tem sprijazniti. Delno smo se že glede obvoza bodisi preko mostu Boršt, ki je vodno nižje, prvi lesen most, in težjih obremenitev čez samo Krško vas. Pot se bo podaljšala, čas se bo podaljšal vožnje, pač tako je, brez tega ne gre. Stremeli smo, da bi pridobili nadomestni most ob sami izgradnji lesenega, vendar sami projekti in vse dokumentacije, ki zahteva za izgradnjo takovrstnega mostu,
je finančno preveliki zalogaj za samo krajevno skupnost in tudi občino Brežice. Občino Brežice čaka tudi obnova mostu na Borštu, ki pa ni spomeniško zaščiten. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je bil kratek pregled prve polovice letošnjega leta v občini Brežice. Hvala za pozornost in nasvidenje.